doktorica Soko, vi ste pravzaprav v pravem in prenesenem pomenu mama vodomk. Pravzaprav je res tako. Skoraj pa, da bi lahko bila tudi stara mama. Kako ste pravzaprav prišli na misel, da je pa potreben en tak ženski sestav z mlajšimi glasovi tule pri nas? Ja, pred 11 leti sem pač slišala, da bo en koncert iz malih vokalnih skupin, ker pa teh skupin nobene ženske ni bilo, bili so 4 moški. Pravzaprav vsi, 2 okteta moška in en kvartet moški, pa nobenega ženskega. In zakaj? Nismo nič manj vredne, pa smo se zbrale skupaj. Danes je pravzaprav dan mladosti bil včasih, ne? Še pred nekaj leti. Ste to datum izbrali namerno ali je pač tako prišlo? Ne, slučajno. Slučajno, ker zdaj v maju je toliko nastopov, da težko že zbereš datum, da je dvorana prosta, pa da smo vsi prosti. Nekaj malega se je pri teh vodomkah vendarle zgodilo, menjav bomo rekli, ne, kadrovskih, sestav pa pravzaprav isti ostaja, ampak nenavadni skok so naredile ta dekleta. Kako vam to uspeva? Vi ste pravzaprav tisti, ki jih poganjate naprej. Menjave so bile zaradi tega, ker so se nekaj punc se poročilo, so mamice postale, so mladi vodomčki zadaj, tako zaradi tega se je sestava menjala. Drugače pa število pa ostaja isto, 10 pevk. Imamo tudi inštrumentaliste zraven, zato da malo popestrimo naše programe. Kje pravzaprav črpate energijo za to delo pravzaprav? Mislim, da mi petje energijo daje. Zelo rada delam, imam veliko energije za to, ampak potem, ko je pa vaj konec ali pa koncerta konec, pa sem utrujena, kar tudi ni čudno, glede na emšo moj. No, vendarle ste že dobili vsa občinska priznanja, kolikor je mogoče za to svoje delo. Lepo, da vztrajate. Ja, dokler bo šlo, ne. To je težko je reči. Mimo grede nekaj pride, pa moraš nehati. Pa se zopet moči povrnejo, to je pač tako v življenju. Repertoar je pravzaprav zelo pester, zelo velik razpon je od enega do drugega žanra glasbenega. Kako izbirate pravzaprav? Ja, to je tako. Meni so ljube naše umetne slovenske, pa tudi ljudske slovenske pesmi. Punce imajo pa najrajši popevke, evergrine, in to pač mora biti tako, da so vse želje izpolnjene. Tudi v cerkvah radi pojemo, to je poseben čar, imajo ti nastopi pri svetih mašah, pa tudi potem še kakšen kratek koncert po maši. Smo že menda bili v vseh cerkvah, kolikor jih je tu okrog. V čem je pravzaprav čar prepevanja, recimo v cerkvi? Akustika? Ja, posebna akustika je, neko posebno vzdušje in pa mene je pravzaprav očaralo v otroških letih cerkveno petje v Šmarju pri Jelšah, to so bili čudoviti pevci. V čudoviti cerkvi, ne? Ja, tudi to. In od takrat imam zelo rada tudi sakralno glasbo. Ja, načrti za naslednjih 11 let vsaj bomo rekli, ne? Ja. Torej, mi bomo delali kratkoročne načrte. No, pa za 1 leto se dogovorimo. Ja, danes imamo obisk z Bleda, oktet Lip, Bled, in jaz upam, da nas bodo ti fantje tudi povabili na Bled, tam nekje proti jeseni ali pa pred zimo, ne. Potem smo bili na Češkem, Virkovo, in so prišle tisti komorni ženski zbor iz Virkova je bil pri nas. To na tak način, ne. Spletate svoje poznanstva, ne, in prijateljstva, ne? Ja. To je že davno, še z mojih, ko sem še učila na osnovni šoli. Že takrat je bil tisti moj zbor iz haloških otrok, iz Vidma pri Ptuju povabljen, ker je na festivalu celskem pel in tudi medaljo osvojil, to ni kar tako, ne. In so nas Čehi izbrali, da smo potem tam gostovali na Češkem. In potem, ko se Slovenija osamosvojila, se je tudi obnovilo to naše prijateljstvo. Seveda so tiste pevke zdaj odrasle mame.
Te punce moje pa tudi, tako da to čisto lepo paše. Kaj je pravzaprav sporočilo današnjega koncerta? Ja, naš koncert ima naslov Naj bo lep ta dan. Se nam zdi tako primeren naslov, pa tudi melodija je zelo taka prijetna, da priplešajo na oder. Zdaj, če bo to tako uspelo, kakor je načrtovano, ne bomo videli. Ni dvomiti, hvala vam. Prosim. Če prvi dami vodomk petje daje energijo, pa je Borut Alujevič, ki je v program koncerta tudi letos povezoval, prepričan, da se povabila vodomk vedno znova razveseli, saj se s pevovodkinjo poznata že vrsto let. Vokalni sestav pa poje vedno bolj ubrano, saj pojejo z velikim veseljem in žarom. Jaz sem presrečen, kadar me povabijo, zato ker pojejo s tako veseljem, s takim žarom, s tako mladostnostjo, da je prav veselje se počuti zraven njih mnogo mlajši, kot sem v resnici. Pojejo pa tudi izjemno dobro. To je za glasbena ušesa morda bolj pomembno kot zame, ki v muziki ne vem drugega, kot da se začne z violinskim ključem pa konča s končajem, ampak kaj pa lepega pa vem. In ta njihova petja, njihova glasba je res lepa in to sem res, še enkrat rečem, vesel in presrečen, da sem spet tukaj. Povedali ste že, ampak vendarle kaže še vprašati, ne? V teh letih so doživele oziroma naredile ta dekleta en izjemen skok od tistega začetka. Tisti, ki jih spremljamo že dalj časa, vidimo pravzaprav pred našimi očmi, kako raste njihovo ustvarjanje. Ja, to je tako, ne, ko si dalj časa skupaj, vsaka družina postane, se navadi en na drugega, enostavno glasovi se bolj pokrijejo, zborovodja točno ve, kaj lahko pričakuje od pevke, pa kaj lahko jim zborovodja ponudi. Treba je tudi reči, da tudi menjava v zasedbi, ki se je dogajala, ni tako slaba, kajti včasih je nova kri prinese nekaj novega, morda nov zanos, novo veselje do petja. Ko si že zasičen, te nekdo drugi navduši za petje in mislim, da je tukaj pri tem oktetu ravno to zelo, zelo dobro. Kaj vam osebno te pevke sporočajo s svojim ustvarjanjem? Meni sporoča pravzaprav Jožica Soka, moja dobra stara prijateljica, pa moja hčerka je do lanskega leta pela, morda sem tudi zato tukaj.